Gospod Prah, kakšna je danes Zasavska planinska pot? Lahko rečemo, da Zasavska planinska pot je danes v dobri kondiciji, če tako rečemo, kajti teh 200 kilometrov, kolikor je dolga, je prvič dobro vzdrževanih, pa ne samo to. Predvsem me veseli to, da teh 200 kilometrov povezuje planince, vse v Zasavju in Posavju, vsa društva, nekako v celoto. In na nek način je ta povezovalna pot tista, ki daje vsem našim planincem v Zasavju in Posavju neko srčiko, da znamo reči, da smo zares planinci tisti, ki se radi družimo, ki imamo radi naravo, in pa v tej prostovoljnosti je tudi Zasavska planinska pot tista, ki nas povezuje in pa nadgrajuje. Za poti je seveda treba skrbeti, so dobro označene. Ja, jaz mislim, da kar, poglejte, v slovenskem prostoru imamo 10.000 kilometrov planinskih poti in večina je dobro vzdrževanih. Predvsem smo veseli tudi to, da je država prepoznala in da vsako leto nameni del sredstev, in pa še nekaj zelo važno, da imamo v slovenskem prostoru kar več kot 1000 markacistov, mladih tudi veliko, in ta prostovoljnost je zares živa. In ko znamo povezati prostovoljnost, ko znamo povezati z znanjem, profesionalnostjo, pa mislim, da je potem lahko to, kar imamo v slovenskem prostoru, in da zares planinske poti so tiste, ki so, bi rekel, srčika lahko pohodništva, ki vabijo v to pohodništvo, v naravo, in pa da se počutimo na teh naših poteh varni. Koliko je postojan, koliko žigov morajo zbrati tisti, ki hočejo prehoditi Zasavsko planinsko pot? Ja, Zasavsko planinsko pot smo razdelili na 12 odsekov, in zbrati je pa potrebno 19 žigov. Prične se Zasavska planinska pot na Bizeljskem, no in potem vse do Bohorja, pa naprej do Lisce, Zidani most, pa naprej na Kopitnik, gore, seveda Janče in pa nazaj proti Kumu. Se pravi, te zasavske, posavske planinske postojanke odlično povezuje ta pot in jim daje neko večjo, širšo prepoznavnost in pa tudi možnost razvoja. No, lahko se prehodi tudi v enem kosu, ne? Tudi v letošnjem letu sem prav vesel, da ko smo imeli to 70-letnico Zasavske planinske poti, je zares 10 srčnih planincev jo prehodilo v enem zamahu, kot to rečemo, in so od Bizeljskega pa do Kuma na dan delali tam po 40 kilometrov, no, in jo prehodili v dobrih 5 dnevih. Lep zalogaj, ne? Sigurno lep zalogaj, ampak moram reči, da so bili zares taki izurjeni planinci, planinke, in jim to ni delalo nikakršne težave. Drugače pa lahko rečem, da sem kar vesel, da vsako leto podelimo več kot 100 značk tistim, ki prehodijo Zasavsko planinsko pot. Vemo, da so včasih radi hodili na to pot tudi Zagrebčani, še hodijo? Ja, moram reči, če dalje več, zopet se vračajo, in tudi mi, planinci, želimo z tem bazenom, kajti tukaj je 2 milijona, toliko kot vseh nas Slovencev, imamo samo čez mejo, in vlak je tukaj, in moram reči, da se zelo vračajo in zopet lahko planince se srečujemo s hrvaškimi planinci, kajti že od nekoč, že nazaj, če pogledamo, ta zgodovina je normalna naša, skupna, in tukaj se zdaj zopet to kaže. Vsa poti na Zasavski planinski poti so nekako povezane z vlakom. Se to sedaj ponavlja? Verjetno so v preteklih letih bolj hodili na izhodišča z avtom. Ampak zdaj imamo pa poseben projekt tudi na Planinski zvezi Slovenije, kjer hočemo zopet, da so javna sredstva tista, od kjer gremo potem peš. No in ravno, upam, da že morda v letošnjem letu, konec letošnjega leta, če ne pa v naslednjem letu, bomo na vseh zasavskih, posavskih železniških postajah postavili nove informacijske table, kjer bodo dale možnost, nagovarjale planince, da zares gredo od vlaka potem peš na te hribe. Kajti konec koncev Zasavska planinska pot tudi preči železniško progo, naprimer tako, ko gremo iz Geusa proti Jančam in pa v Zidanem mostu. Tako da, potem so tudi povezave z avtobusi do železniških postaj, tako da mislim, da se da Zasavsko planinsko pot kar dobro z javnimi sredstvi obiskati. Če vprašam na koncu še, Na katere zasavske vrhove pa vi najraje hodite?
Ja, jaz moram reči, da imam to srečo, da gledam iz okna vsak dan kum in pa listco, normalno to, ampak prav vsi so mi lepi. Lepi so tudi tisti, ko mogoče lahko kdaj malo zaviješ kakih par metrov iz tiste markirane poti, kajti kotičkov na Zasavski planinski poti je veliko. Veliko je tudi v tem smislu, da ni na vsakem koraku nekdo, da si lahko tudi sam s sabo, da se lahko pogovarjaš, ne samo sam s sabo, ampak tudi z naravo, a ne? Tako da zares Zasavska planinska pot je biser v slovenskem prostoru, pa ne samo v slovenskem prostoru, tudi v evropskem, predvsem tudi to, kar si želimo, da iz alpskega sveta planince pošljemo v Sredogorje. In recimo samo ta primer, v preteklem tednu sem imel tukaj skupino Čehov, bili so navdušeni in se že dogovarjamo, da bodo prišli v naslednjih letih z avtobusi in na te naša pot. Kajti pot Zasavska je pač kot rečeno na 12 etapah, vedno jo zaključimo s planinskim domom. Planinski domovi so različni, vmes so še kakšne gostilne, vmes so še kakšni bivaki, skratka vse daje zares Zasavska planinska pot tista, ki daje tudi drugačen, tudi turistični produkt konec koncev lahko, a ne. Imamo tukaj kar 6 različnih term malo v bližini, a ne. Skratka, zares ogromno enih možnosti Zasavska planinska pot daje in jaz verjamem, da jih bomo tudi v bodoče znali to še mogoče bolj izkoristiti, kajti naš cilj je, da se bomo povezali tudi s turističnimi organizacijami in pripravili skupne pohodniške produkte. Najlepša hvala. Hvala vam. Hvala.